Preden so nastala velika kraljestva in imperiji, so obstajale skupnosti, ki so začele spreminjati način življenja ljudi. Zgradili so velika mesta, oblikovali organizirano vlado in uporabljali pisavo za beleženje izdelkov, delavcev in transakcij. Med prvimi, ki so to storili, so bili Sumerci. Sumerci so živeli v južnem delu Mezopotamije, starodavne regije, ki se nahaja na območju današnjega Iraka. Beseda Mezopotamija pomeni dežela med rekama, saj tam tečeta reki Tigris in Evfrat. Tukaj so nastala mesta, kot so Uruk, Ur, Lagaš, Eridu, Kiš in Nipur. Ta mesta sprva niso oblikovala ene same države. Vsako je bilo ločeno mestno državo s svojim voditeljem, templjem, kmetijskimi zemljišči, delavci in vojsko. Južna Mezopotamija ni bila lahka za življenje. Tam je namreč malo dreves in kamnin in tudi kovin, ki bi jih lahko uporabili za izdelavo orodij, je tukaj malo. Obsežne so ravnice in velik del zemlje je obdan z blatom in močvirji. Kljub tem sta reki Tigris in Evfrat za južno Mezopotamijo zelo pomembni, saj prinašata vodo in rodovitno blato na njihove ravnice. Vendar pa se lahko tok rek spremeni in povzroči uničujoče poplave. Zato se kmetje niso mogli zanašati samo na naravni tok vode. Zaradi tega so morali prebivalci tukaj kopati kanale, graditi pregrade in nadzorovati pretok vode do svojih polj. Ta sistem se imenuje namakanje. S tem so lahko vodo speljali na zemljišča, ki so bila daleč od same reke. Pravzaprav se vse ni začelo s prihodom Sumercev. Tisoče let preden se je pojavil sumerski jezik, že prej so obstajale kmetijske skupnosti v južni Mezopotamiji. Ena od prvih pomembnih obdobij je bilo obdobje Ubaid, ki se je začelo približno v 6. tisočletju pr. Naštin Štidu. V tem obdobju so ljudje gradili stalne naselbine, uporabljali namakanje, izdelovali lončenino in gradili stavbe z verskim namenom. Nekatere od teh skupnosti so še naprej rasle in postale pomembna mesta v kasnejših obdobjih. Sledilo je obdobje Urok, ki je trajalo približno od 4. tisočletja do začetka 3. tisočletja, Perzidina Šestute. V tem obdobju se je prebivalstvo nekaterih skupnosti hitro povečalo. To je najbolj očitno v mestu Uruk, ki je postalo eno največjih in najpomembnejših mest v starodavnem svetu. Ko se je Uruk večal, se je povečalo tudi število nalog, ki jih je bilo treba upravljati. Treba je bilo prešteti pridelek, razdeliti hrano, organizirati delo in beležiti izdelke, ki prihajajo in odhajajo iz skladišč. Zaradi tega so upravitelji uporabljali majhne žetone in oznake za prikaz količine in vrste izdelka. Sčasoma so ti znaki postali simboli, ki so jih vrezali v mokre glinene tablice. Iz preprostega sistema beleženja se je tako razvil eden najstarejših znanih načinov pisanja okoli leta 3200 pr. Natuna Štuta. V tem obdobju se je na tablicah prvič pojavila jezik, ki ga danes imenujemo sumerski. Sumerščina je jezikovni osamelec. To pomeni, da do zdaj niso odkrili nobenega dokazanega sorodstva z drugimi znanimi jezikovnimi družinami. Ker je bil njihov jezik edinstven, so že dolgo preučevali, od kod izvirajo Sumerci. Obstajajo stare teorije, ki pravijo, da so morda prišli iz druge regije, vendar pa še ni arheoloških dokazov, ki bi jasno kazali na nenaden prihod ali obsežno zamenjavo prejšnjega prebivalstva. Možno je, da se je sumerska kultura postopoma oblikovala z mešanjem različnih skupin, ki so že dolgo živele v južni Mezopotamiji. Prav tako je mogoče, da so prišli novi ljudje in se pridružili že obstoječim skupnostim. Ker v zgodnjih obdobjih še ni bilo pisave, ni bilo zabeleženo, kaj se je pravzaprav zgodilo. Obstaja tudi omemba starodavnega kraja imenovanega Dilmun. Običajno ga povezujejo z Bahrajnom in bližnjimi območji v Perzijskem zalivu. Dilmun je bil v preteklosti pomemben, ker je bil središče trgovine med Mezopotamijo in drugimi deželami. V pripovedih in verovanjih Sumercev je Dilmun opisan tudi kot čist kraj, miren in bogat kraj, ki je blizu bogov. Vendar pa trdni arheološki dokazi ne potrjujejo, da so vsi Sumerci izvirali iz Dilmuna. Bolj jasno je, da je južna Mezopotamija imela trgovske povezave z naselji v Perzijskem zalivu. Pravzaprav je bila trgovina ključnega pomena za razvoj Sumercev. Ker je njihova dežela primanjkovala lesa, kamna in kovin, so morali pridobivati materiale iz oddaljenih krajev. V zameno so lahko ponujali žito, tkanine, olje in druge izdelke, ki so jih proizvajali v svojih mestih.
Toda preden se je njihova trgovina razširila, so morali najprej zagotoviti dovolj hrane. Tukaj je postalo namakanje izjemno pomembno. Ko so kanali dobro urejeni, je mogoče zalivati obsežna polja ječmena, datlje, zelenjavo in druge rastline. Ko pridelek naraste, ni več potrebno, da je vsak človek kmet. Nekateri lahko postanejo lončarji, gradbeniki, kovinarji, trgovci, duhovniki, vojaki ali upravitelji. Poimenujemo specializacija dela. To pomeni, da so ljudje dobili različna dela. Ker so nekateri kmetje pridelali dovolj hrane za celotno skupnost, skupaj z delitvijo dela se je pojavila bolj zapletena družba. Ljudje so bili odgovorni za skladišča, kanale, templje, delavce in trgovino. Treba je bilo tudi načrtovati, kdo bo kopal kanale, kdo bo popravljal poškodovane pregrade in kako bodo razdelili pridelek. Ni bila ena sama skupina tista, ki je ustvarila namakanje v Mezopotamiji. To se je razvijalo in širilo skozi številne generacije. Toda ko se je prebivalstvo povečevalo, je postalo vse večje in bolj organizirano. Življenje celotnega mesta je lahko ogroženo, če je glavni kanal zanemarjen ali če se tok vode preusmeri drugam. Zaradi tega so postale pomembne institucije, ki so lahko organizirale veliko delavcev. Sem je spadal tudi tempelj, ki ni bil le kraj čaščenja. Tempelj je lahko upravljal tudi z zemljišči, skladišči, živino, izdelki in ljudmi, ki so delali za verske in gospodarske dejavnosti mesta. Po mnenju Sumercev sta mesto in njegova zemlja bila pod zaščito glavnega boga. Uruk je bil povezan z boginjo Inanno. Ur pa je bil povezan z bogom Lune Inanno. Medtem pa je starodavno mesto Nipur, ki je bilo glavno središče čaščenja Enlila. Enlil je bil eden najpomembnejših in najmočnejših bogov Sumercev. Ker je bil Enlil pomemben, je imel Nipur posebno versko avtoriteto. Čeprav to ni bilo vedno najmočnejše vojaško mesto, je bilo za kralje pomembno, da jih je priznal tempelj Enlila, da bi utrdili svojo moč. V zgodnjedinastičnem obdobju, približno v 3. tisočletju prstene Šungaštutu, je bilo jasno, da je bil Sumer razdeljen na številne mestne države. Mesta so bila blizu skupaj, vendar so se pogosto borila za kmetijska zemljišča, kanalske poti in nadzor nad trgovino. Voditelji so uporabljali naslove, kot sta Ensi in Lugal. Natančen pomen teh naslovov se je spreminjal glede na mesto in obdobje. Ensi je bil običajno vodja z upravnimi in verskimi nalogami. Beseda Lugal dobesedno pomeni velik človek in se običajno uporablja za mogočnega kralja. Ni jasno, ali je bil postopek izbire voditeljev enak v vseh sumerskih mestnih državah. Obstajajo starodavna besedila, ki prikazujejo svet in zbiranje državljanov, vendar so dokazi o obsegu njihove moči omejeni. Sčasoma so kralji postali močnejši in prenos oblasti znotraj ene družine je postal običajen. Obstaja tudi jasen razlog, zakaj so kralji postali močnejši. Ko je bila vojna, poplave, pomanjkanje hrane ali velik projekt, je bila potrebna oseba, ki hitro sprejema odločitve in daje ukaze. Ker je voditelj nadzoroval vojsko, hrano, delavce in kanale, se je njegova moč še povečala. Postopoma so se stvari spreminjale. Mesta so se iz skupnosti, osredinjenih okoli templja, spremenila v mestne države, ki jih je vodil kralj. In s to spremembo je prišlo tudi do oblikovanja vojsk, davkov, velikih projektov in bolj organizirane vlade. Pa da ko je vsako mesto postajalo močnejše, je tudi njihovo tekmovanje postajalo ostrejše. Voda, ki je dala življenje Sumeru, je postala tudi vzrok njihovih sporov. Nadzor nad kanalom ali rodovitno zemljo je lahko obogatil eno mestno državo in oslabil njeno sosedo. Od tod se je začela doba prvih znanih kraljev. Vojne in spopadi med mesti Sumerja. V tem obdobju so pisni zapisi začeli jasneje prikazovati konflikte med mesti Sumerja. Od približno 2900 do 2350 prenašanje Štipo, južna Mezopotamija je vstopila v tako imenovano zgodnje dinastično obdobje. Vsaka mestna država je postala bolj organizirana. Okrepila se je moč vladajočih družin, povečalo se je število vojakov in templji, ki so služili kot središča religije in gospodarstva, so postali večji. Hkrati s tem skoraj neprekinjeno je potekalo tekmovanje za zemljo, vodo in trgovske poti. Eden izmed najbolj znanih dokumentov, ki govori o starodavnih kraljih, je seznam sumerskih kraljev. Najbolj popolna kopija tega je zapisana na prizmi Weld Blundell, glineni predmet, ki je bil narejen več stoletij po obdobju, ki ga opisuje.
Seznam sumerskih kraljev je seznam kraljev, ki so vladali v Sumeriji. Po seznamu izvira moč kralja od bogov. Prav tako je zapisano, da se vladavina prenaša iz enega mesta v drugo. V prvem delu seznama so omenjeni kralji, za katere pravijo, da so vladali tisoče let. V resnici je veliko kraljev hkrati vladalo v različnih mestih. Vsako mesto je imelo svojega boga, zakone, običaje in voditelja. Eden najpomembnejših mest tistega časa je bil Kiš. Zaradi visokega ugleda so nekateri kralji iz drugih mest uporabljali tudi naslov kralj Kiša, da bi pokazali svojo moč. Eden od kraljev, povezanih s Kišem, je bil Enme Barangezi. Omenjen je v seznamu kraljev, prav tako so našli starodavni zapisi z njegovim imenom, zato je možno, da je resnično obstajal. Njegovega sina Ago omenjajo v zgodbi o bitki med Kišem in Urukom, v Uruku pa eden najbolj znanih kraljev, Gilgameš. Možno je, da je resnično živel, vendar pa je veliko zgodb o njem prepletenih z legendami in religijo. V drugih delih Sumerije je postal mogočen tudi Lagaš. Eden od njegovih kraljev je bil Eanatum, ki je vladal sredi 3. tisočletja prestega Naštatitova. Razširil je vpliv Lagaša in se vojskoval proti sosednjim mestom. Eden najpomembnejših dokazov o njegovi vladavini je stela supov. To je kamnit spomenik, ki prikazuje vrsto vojakov iz Lagaša in njihove poražene sovražnike. Spomenik tudi prikazuje, da so Sumerci kraljevo vojno obravnavali kot boj z dovoljenjem njihovega boga. Vzrok za vojne ni bila le kraljeva želja pomoči. To je tudi pomemben primer dolgotrajnega spora med Lagašem in Umo. Obe mestni državi sta se spopadli zaradi meje rodovitnega ozemlja in pravice do uporabe vode za namakanje polj. Sklenili so sporazume in postavili mejne označevalce, da bi uredili mejo. Ko pa nobena stran ni spoštovala dogovora, so se spopadi znova razplamteli. Pokaže, kako pomembna sta bila obdelovalna zemlja in namakanje za preživetje vsakega mesta. Nekateri kralji so uspeli podrediti nekaj sosednjih mest, vendar je bila njihova moč le začasna. Ko je umrl močan kralj ali pa je njegova vojska oslabela, so se mesta lahko uprla in ponovno postala svobodna. Zato je v celotnem zgodnjem dinastičnem obdobju Sumer nikoli ni postal ena sama država. Nastale so prve dinastije in močna kraljestva, vendar so mestne države ostale ločene. V takšnih razmerah se je oblikoval politični sistem, ki so ga uporabljala tudi kasnejša kraljestva v Mezopotamiji. Medtem ko so se kralji bojevali, se je sistem, ki jim je pomagal vladati, še naprej razvijal. In to je pisava. Prvi simboli so nastali v Uruku kot način beleženja, toda do zgodnjega dinastičnega obdobja niso več zapisovali le količine ječmena, živali ali blaga na glinene tablice. Pisarji so ugotovili, da je mogoče en simbol uporabiti na različne načine. Lahko predstavlja predmet, idejo, besedo ali zvok. Zaradi tega je postalo mogoče zapisovati imena, nazive, stavke, pesmi, molitve, zakone in zgodbe. Uporaba zvoka je bila pomembna, saj je bilo veliko stvari težko narisati. Namesto da bi ustvarili novo sliko za vsako besedo, je lahko pisar uporabil en simbol, ki je zvenel podobno za del besede, ki jo je želel zapisati. To se imenuje načelo rebusa. To je podobno uporabi slike očesa, ki ne predstavlja le dela telesa, ampak tudi zvok, ki ga lahko uporabimo v drugi besedi. Pisanje je postopoma omogočilo izražanje vedno več stvari, vendar pa je postalo tudi težje za učenje. Pisci so se morali naučiti veliko simbolov, njihovih različnih pomenov in pravilnega zaporedja besed. Pisci so običajno uporabljali trstično pisalo. S konico je pritiskal na mehko glino, da je ustvaril majhne oblike, podobne klini ali kljukicam. Od tod izvira ime klinopis. Izvira iz latinske besede, ki pomeni klinasta oblika. Sumerci tega niso imenovali klinopis, vendar sodobni raziskovalci uporabljajo ta izraz za sistem, ki ga vidimo na njihovih tablicah. Klinopis ni abeceda. Ima simbole, ki lahko predstavljajo celo besedo ali en zlog. Videz in uporaba simbolov sta se spreminjala več kot 3000 let. Sčasoma so klinopis prilagodili različnim jezikom. Uporabljali so ga Akadci, Babilonci, Asirci, Hetiti, Elamiti in druga ljudstva starodavnega Bližnjega vzhoda.
Z njim so beležili plačila delavcem, dostavo hrane, prodajo zemlje, dolgove, pisma, diplomatske dogovore, zakone, verske himne, zdravstvene postopke in zgodbe, kot je erotika. Ep o Gilgamešu. Ker so bile tablice narejene iz gline, veliko jih je preživelo ali se ohranilo. Nekatere so se naravno strdile v suhi zemlji, druge so postale še trdnejše, ko so zagorele stavbe, v katerih so jih hranili. Zaradi teh tablic ne poznamo le imen kraljev. Vidimo tudi, koliko hrane je bilo dano enemu delavcu, kateri izdelek je poslal trgovec in kakšen problem je nekdo zapisal v svojem pismu. Pisanje se je začelo kot orodje za upravljanje, a je postalo način, da se ohrani glas in izkušnje ljudi, ki so živeli pred 1000 leti. V Sumeriji se ni razvilo samo pisanje. Veliko pomembnih tehnologij je bilo uporabljenih in izpopolnjenih v južni Mezopotamiji. Vendar pa ni lahko določiti, katera oseba ali mesto je najprej izumilo vsako izmed njih. Veliko idej se je razvilo na različnih krajih in so jih skozi generacije postopoma izboljševali. Pri kmetovanju so Mezopotamci uporabljali plug za obdelavo zemlje. Obstajali so plugi, ki so jih vlekle živali, zato so lahko pripravili večji del polja kot zgolj z ročnim delom. Kasneje so razvili tudi sejalni plug. Medtem ko je oralo zemljo, so semena padala v narejene brazde. To je pomagalo pospešiti sajenje in zagotoviti bolj enakomerno razdaljo med rastlinami. Kolo je bilo prav tako pomembno, vendar ga sprva niso takoj uporabili za prevozna sredstva. Med najzgodnejšimi uporabami je bilo lončarsko kolo, ki je pomagalo izdelovati bolj enakomerne lonce hitreje. Ko je nastopilo 4. tisočletje Perzive Nestejštiteve, obstajajo tudi dokazi o vozilih s kolesi v Mezopotamiji in drugih bližnjih regijah. Ni mogoče z gotovostjo trditi, da je to izumila samo ena skupina, saj so se prvi dokazi pojavili skoraj istočasno v več delih Evrazije. V Sumeriji so uporabljali vozove za prevoz izdelkov in za ceremonije. Bojna vozila so prav tako vidna na standardu iz Ura. Gre za artefakt iz kraljevskega pokopališča v Uru. Ta vozila so bila trdna in težka, imela so 4 kolesa in so jih vlekle živali podobne divjim oslom. Niso bili še podobni lahkim in hitrim vozovom z naperami, ki so se pojavili v naslednjih stoletjih. Pri gradnji stavb so Sumerci postali strokovnjaki za uporabo blatnih opek. Oblikovali so blato, pomešano z rastlinami, in ga sušili pod soncem. Za pomembne dele stavbe so lahko opeko tudi žgali, da je postala trdnejša. Ker so blatne opeke zlahka poškodovane zaradi dežja in vode, je bilo treba stavbe redno popravljati. Ko so zgradili nov tempelj nad starim, se je zemlja postopoma dvigovala. Skozi mnoga stoletja nastane visok nasip, ki ga danes imenujemo tel. Gradbeniki v Mezopotamiji so uporabljali tudi lok in obok, načine zlaganja opek za ustvarjanje ukrivljenih vhodov, vendar to ne pomeni, da so bili prvi na svetu, ki so to uporabili. Vendar je jasno, da so bili zelo spretni pri uporabi teh struktur iz blata. Templji so postali središče mesta. V kasnejših obdobjih so zgradili večje in večplastne tempeljske stolpe, imenovane zigurati. Pomembno je omeniti, da je bil najbolj znani zigurat v Uru zgrajen v času 3. dinastije Ura, več stoletij po zgodnjem dinastičnem obdobju. Tisto, kar vidimo danes, je del tega. To je poznejša faza v zgodovini Sumercev. Včasih ga povezujejo s pripovedjo o babilonskem stolpu, ker oba opisujeta zelo visoko zgradbo v Mezopotamiji. Vendar ni natančnega načina, da bi določili določen zigurat kot neposreden izvor zgodbe. Zigurati bolj jasno prikazujejo organizacijo družbe. Potrebovali so veliko opek, hrane, delavcev in nadzornikov, da bi zgradili tako velik projekt. Zato so tudi simbol moči templja in kralja. Spretnost obrtnikov je vidna na kraljevem pokopališču v Uru. V izkopanih grobovih so našli nakit, glasbila, posode, pečate, orožje in okraske iz zlata, srebro, školjke in lapis lazuli. Veliko teh materialov ni naravno prisotnih v Sumeriji. Lapis lazuli je prišel iz območja današnjega Afganistana. Njegov prihod v Ur dokazuje dolgo in organizirano trgovsko mrežo. Toda pa z razkošnim bogastvom prihaja tudi jasna razdelitev družbe. Medtem ko so kralji in elita pokopani z dragocenimi predmeti, je večina navadnih prebivalcev živela kot kmetje, delavci ali služabniki templja in palače.
Pivo je imelo pomembno vlogo tudi v njihovem vsakdanjem življenju. Številne glinene tablice beležijo ječmen in pivo kot del obrokov za delavce. Ni povsem jasno, ali so Sumerci prvi odkrili izdelavo piva, kajti fermentacija žit je starejša od njihovih mest. Vendar so Mezopotamci pustili nekaj najzgodnejših in najobsežnejših dokazov o proizvodnji, distribuciji in pomenu piva. Pijača je bila običajno narejena iz ječmena in je bila lahko gostejša od sodobnega piva. Obstajajo slike ljudi, uporabljajo dolge slamice, da pijejo iz velike posode. Slamica je morda pomagala, da se usedline in koščki žita niso popili skupaj s pijačo. Pivo je bilo pomembno tudi v religiji. Sumerijsko boginjo Sininkasi so povezovali s proizvodnjo piva. V eni himni, napisani po zgodnjem dinastičnem obdobju, je opisan postopek priprave fermentirane pijače kot hvalnica boginji. Obstajajo tudi starodavni recepti, ki uporabljajo maščobo in alkalne sestavine za čiščenje ali izdelavo zdravil. Vendar je težko vse te mešanice natančno označiti za sodobno milo. Sestavine in uporaba so se razlikovale in veliko tablic, ki jih opisujejo, izvira iz poznejšega obdobja Mezopotamije. Pravi prispevek Sumercev ni zgolj dolg seznam stvari, za katere pravijo, da so jih prvi izumili. Bolj pomemben je način, kako so združevali različne tehnologije. Povezali so namakanje, kmetijstvo, specializirano delo, trgovino, templje, vlado in pisanje. Zaradi tega so lahko upravljali na tisoče ljudi, ki so živeli v enem mestu. Toda isti sistem je dal večjo moč tudi kraljem. S pomočjo pisarjev, ki so beležili davke in delavce. S pomočjo obrtnikov, ki so izdelovali orožje in vozila. In s pomočjo pridelkov z obsežnih kmetijskih površin. Mesto lahko podpira stalno vojsko. Zato so izumi, ki so izboljšali življenje v Sumeru, prav tako dali kraljem možnost, da osvojijo večja ozemlja. Kmalu je prišel voditelj iz mesta Uma, ki je skoraj združil celotno prvo. Toda njegov uspeh bo odprl pot še močnejšemu osvajalcu. Kralj, katerega materni jezik ni bil sumerski, bo ustanovil prvo veliko cesarstvo v Mezopotamiji. Kljub temu pa se je z razvojem pisave in vlade širilo tudi znanje Mezopotamcev o matematiki. Uporabljali so številski sistem, ki je temeljil na številu 60. Število 60 je bilo zelo uporabno, saj ga je mogoče enostavno deliti z mnogimi števili. To je pomagalo pri merjenju zemlje, delitvi hrane, beleženju izdelkov in načrtovanju zgradb. Iz te tradicije izhajajo nekateri sistemi, ki jih še danes uporabljamo. Na primer, 60 minut v eni uri, 60 sekund v eni minuti in 360 stopinj v krogu. Pisarji so se naučili izračunavati površino polja, kapaciteto skladišča, količino žita in materiale, potrebne za gradnjo. V kasnejših obdobjih so Babilonci to znanje še razširili. To znanje so razširili na algebro, geometrijo in astronomijo. Prebivalci Mezopotamije so uporabili tudi gibanje lune za izdelavo koledarja. Običajno je imel 12 mesecev. Ker je lunarno leto krajše od sončnega leta, so občasno dodali dodatni mesec, da je koledar ostal usklajen z obdobjem sajenja. Pomembni so bili tudi zakoni. Eden najstarejših ohranjenih zakonikov v Mezopotamiji je pripisan Ur-Namuju. Obravnavali vprašanja o nasilju, poškodbah, poroki, lastnini in kaznih. Da bi lahko vodili vlado, so bili potrebni pisarji. Učili so se pisanja, matematike, zakonov, religije in upravnih zapisov. Oni so beležili davke, hrano, zemljo, delavce in kraljeve ukaze. Toda z razširjanjem znanja v Sumeriji so se tudi spopadi med mesti stopnjevali. V pozni 24. stoletju Perizdoneštítevo pojavil se je Sargon iz Akada. Akadski je semitski jezik, ki so ga uporabljali v severni Mezopotamiji. Skupnosti, ki so govorile akadščino in sumerščino, so bile dolgo povezane. Po zgodbi zapisani stoletja kasneje, dojenčka Sargona so položili v košaro in ga spustili po reki. To je bila legenda o njegovem izvoru. V zgodovini je Sargon služil kralju Kiša, preden je prevzel oblast in ustanovil lastno prestolnico v Akadu. Sargon je premagal Lugala Sagezija, voditelja, ki je takrat si podredil številna mesta Sumerije. Potem je združil glavne mestne države na jugu pod eno oblast. Akadska dinastija je razširila svoj nadzor na različne dele Mezopotamije in sosednje regije. Kralji so postavili guvernerje, uradne osebe in vojaške garnizije na pomembnih mestih.
Zaradi tega je nastalo eno prvih obsežnih in centraliziranih imperijev v zgodovini. Akadsko cesarstvo je doseglo svoj vrhunec v času Naram-Sina, vnuka Sargona. Uporabil je naslov kralj 4 strani sveta in se predstavljal kot božansko bitje. Vendar je bilo težko ohraniti tako veliko cesarstvo. Upori so morali biti zatrti, zaščititi trgovske poti in oskrbovati vojake na oddaljenih območjih. Po Naram-Sinu je centralna oblast oslabela, uporov je bilo vse več, prišlo je do notranjih spopadov v dinastiji in pritisk zunanjih skupin na imperij se je povečal. Med njimi so bili Gutijci, skupina, ki je prihajala iz vzhodnih gora. Po oslabitvi Akadskega imperija so prevzeli nadzor nad nekaterimi deli Mezopotamije. Sumerci v kasnejših besedilih so jih opisovali kot osvajalce, ki so prinesli nemire. Vendar je možno, da je bil to del propagande kraljev, ki so jih nasledili. Verjetno je bilo več razlogov za padec Akadskega imperija. Sem spadajo politični konflikti, upori, težave v trgovini, prihod novih skupin in morebitna huda suša v nekaterih delih Bližnjega vzhoda. Kasneje je Utuhegal, vodja mesta Uruk, premagal zadnjega znanega kralja, kralja Guticev. Vendar njegovo vladanje ni dolgo trajalo. Naslednji pomemben vladar je bil Ur-Urnamu, kralj mesta Ur. Okoli leta 2112 pred nove štili je ustanovil tretjo dinastijo Ura in ponovno združil velik del Sumerije in Akada. Ur-Urnamu je začel obnavljati mesta, zidove, templje in kanale. V njegovem času so začeli graditi veliki zigurat v Uru, veliko stopničasto svetišče posvečeno Nani, bogu Lune. Kraljestvo je še bolj okrepil njegov sin Šulgi. Ozemlje so razdelili na province in ga upravljali preko guvernerjev, pisarjev, davčnih pobiralcev in drugih uradnikov. Vlada je uporabljala tudi sistem imenovan Bala. Po tem sistemu so različne province po določenem urniku dobavljale žito, živali in druge izdelke v središče. V tem obdobju je bilo narejenih ogromno glinenih tablic. Pisarji so beležili davke, delo, zemljo, hrano in gibanje izdelkov. Zaradi tega je postala tretja dinastija Ura ena najbolj centraliziranih vlad v starodavni Mezopotamiji. V tem obdobju je bil tudi sumerščina ponovno okrepljena kot jezik vlade, bero in književnosti. Toda akadščina je postala običajni govor mnogih ljudi. Ko se je birokracija povečevala, so se povečevali tudi stroški kraljestva. Potrebovali so veliko hrane za uradnike, delavce in vojake. Ko je kralj oslabil, je bilo težje nadzorovati oddaljene province. Težave so bile tudi v kmetijstvu. Zaradi dolgotrajnega namakanja se je v zemlji nabirala sol in ko je bilo soli preveč, so se pridelki zmanjševali in proizvodnja hrane je upadala. Hkrati je vedno več Amoritov prihajalo z zahoda. Z vzhoda pa se je povečal pritisk strani Elama. To je bila regija na območju današnjega Irana. V času zadnjega kralja Ibisina so se nekatera mesta odcepila in prenehala pošiljati hrano ter davke. Okoli leta 2004 pronida nehne štipo, sile iz Elama in njihovi zavezniki so napadle Ur. Ibisin je bil ujet in tretja dinastija Ura je propadla. Žalostinka za Ur opisuje uničenje mesta kot veliko katastrofo. Pripoveduje o uničenju templjev, smrti ljudi in tem, kako so bogovi zapustili svoje mesto. Gre za religiozni in literarni opis hude tragedije, ki jo je doživela družba. Po padcu Ura ni več nikoli nastala obsežna država, ki bi jo vodila sumerska dinastija. Mezopotamija se je razdelila na nova kraljestva, kot so Isin, Larsa in kasneje Babilon. Sumerski jezik je postopoma izginil kot vsakdanji jezik, vendar so ga pisarji še naprej uporabljali v templjih, šolah, literaturi in verskih obredih še več stoletij. Akadci, Babilonci in Asirci so prevzeli in razširili številne sumerske tradicije. Uporabljali so klinopis, prevedli so zgodbe, častili nekatere iste bogove in ohranjali znanje matematike, astronomije, prava in vladanja. Sumerci niso kar izginili v enem dnevu, ampak so se postopoma pomešali z drugimi prebivalci Mezopotamije, dokler jih ni bilo več mogoče zlahka prepoznati kot ločeno skupino. Njihova politična moč se je končala, vendar so sistemi, ki so jih pomagali ustvariti, še naprej obstajali. Mesto, pisava, pisanje, organizirana vlada, trgovina, zakoni in beleženje znanja so postali temelj številnih naslednjih civilizacij. Zato pravo dediščino Sumercev ne vidimo le v ruševinah Ura in Uroka. Najdemo jo tudi v ideji, da je mogoče zapisati besede, meriti čas, upravljati mesto
in prenašati znanje na ljudi, ki bodo živeli tisoče let kasneje.